Časi, ko si končal šolo, si poiskal zaposlitev in tam ostal do upokojitve, so očitno za nove generacije mladih ljudi preteklost. Številni danes raje izberejo pot v podjetništvo. Koraki, kako postati podjetnik, se lahko vrstijo v različnih zaporedjih. Zagotovo pa k izobraževanju danes pripomore tudi internet, kjer imamo vse informacije, ukolikor imamo zanimanje, praktično na dlani. Najprej je seveda potrebno imeti dobro idejo. Nato naredimo poslovni načrt, izberemo ustrezno obliko podjetja, odvisno od dejavnosti, pripravimo spletno prepoznavnost in naredimo odličen marketinški načrt. Na poti do uspešnega poslovanja pa imajo mladi danes, za razliko od nekaj let nazaj, na voljo mnogo več institucij, subvencij ter raznih drugih oblik pomoči, ki so zagotovo ključnega pomena, saj so do danes ti dejavniki bistveno vplivali na poslovanje mnogih uspešnih podjetij. Ena izmed takšnih institucij je Tovarna podjemov, ki novo nastalim podjetjem pomaga pri zagonu. Tovarna podjemov je v bistvu ključni deležnik tu v mariborskem startup ekosistemu. Je inkubator Univerze v Mariboru in omogoča mladim v bistvu vstop v svet podjetništva. Je v bistvu tista prva točka, ko imajo oni idejo, da to uresničijo v nek posel. Čeprav začetki Tovarne podjemov segajo že v pozna 90. leta, je danes ozaveščenost mladih o njenem obstoju veliko večja. Razlog za to gre zagotovo pripisati temu, da je do danes prejela že več kot 100 podjetij in seveda programu, ki ga Tovarna ponuja. Zdaj imamo dosti več različnih dogodkov. Zdaj imamo dvotedenske delavnice, kamor so vabljeni cela naša skupnost startupov in drugih podjetnikov, tudi tistih, ki jih zgolj zanima podjetništvo. Imamo večerne diskusije v Kibli, predvsem pa tudi organiziramo startup vikende. Startup vikendi so pa dvodnevni ali pa trodnevni dogodki, kamor lahko pride nekdo, ki ima idejo in tam na svoji ideji naredi res blazen napredek. Zdaj prihajajoč startup vikend, ki ga imamo, je v sodelovanju z zavarovalnico Sava in mestno občino Maribor in bomo delali v bistvu na tem zavarovalniškem področju. Tako da vabljeni vsi, ki imajo kakšne ideje o zavarovalništvu, da se nam pridružijo. Kako pa zadeve stojijo v praksi in na kaj še moramo biti pozorni kot začetniki, nam je zaupal inkubiranec Tovarne Uroš Urešič. Mladim, ki se soočajo z podjetniško potjo, bi najprej priporočal, da svoje ideje do dobra stestirajo pri realnih investitorjih ali pri realnih kupcih, ker velikokrat se zgodi, da ideja zraste v skupini prijateljev, ki dejansko ne sloni na nekem problemu. Torej, uspešni startupi vsi rešujejo nek problem. Zelo pomembno je, da na začetku ekipa, ki se odloča za podjetniško pot, da imajo neko skupen prostor, ki jih fokusira na to delo. Mladim podjetjem pa je v veliko pomoč zagotovo tudi Slovenski podjetniški sklad, ki ponuja široko paleto finančnih spodbud, od tega je kar 10% namenjenih mladim podjetniškim timom. Torej, na razpolago so spodbude za mlada inovativna podjetja, za podjetniške time, ki grejo res v podjetništvo z lastnim razvojem. K temu so se priključile že tudi finančne spodbude oziroma zagonske spodbude za mlada nova podjetja na problemskih območjih, ker tudi tam je potrebno, da mladi timi ostajajo in na ta način pomagajo nekemu območju, da se razvija naprej. Seveda so pa na razpolago tudi spodbude za lesno industrijo. Če ste podjetje registrirali v preteklem letu, se lahko prijavite na aktualni razpis. Časa imate do 7. novembra. Namenjen je ta razpis vsem mladim novim podjetjem, ki so nastala v zadnjem letu na enem od problemskih območij, morajo biti registrirana, ki imajo trg, se zavedajo, da je potrebno delovati na tržnih temeljih, seveda, ki so pripravljeni ustvariti eno novo delovno mesto in se seveda na daljši rok ukvarjati z tem podjetništvom. Ne samo zdaj v tem času, ko bi porabili to subvencijo, ampak nadaljnjih 5 let zagotovo je potrebno, da vztrajajo in z to spodbudo tudi potem ustvarijo neko delovno mesto, nek razvoj v tisti regiji, v kateri so. O tem, da se vsako leto vse več mladih odloči za podjetništvo, govorijo tudi podatki vsakoletne svetovne raziskave podjetništva Global Entrepreneurship Monitor. Ti podatki kažejo, da se je aktivnost mladih podjetij v Sloveniji v zadnjih 5 letih več kot podvojila. Če je bilo leta 2011 med lastniki ali zaposlenimi v mladih podjetij manj kot 4% prebivalcev, starih med 18 in 64 let, je ta delež lani presegel 8%. Še
spodbuda, ki velja v podjetništvu, vredno je poskusiti, saj kdor ne riskira, ne profitira.